Živijo na tvojo stran. Spremljaš prispevek o 14. glasbenem festivalu Pionirskega doma, ki vzpodbuja otroke in mladostnike glasbenemu ustvarjanju, avtorskih pesmi, tudi priredb. No, letos festival izredno poteka online. Eva Moškon je moje ime in v moji družbi lepo pozdravljam strokovno žirijo festivala, ki je izbrala zmagovalno pesem. To težko nalogo so prevzeli Jure Longika, med drugim radijski voditelj in glasbeni urednik, Tomaž Trop, kitarist skupine Tabu, in Jošt Urbanc, Joe v umetniških vodah, član skupine TMS Crew in solo izvajalec. Torej, letos je bila stvar poseben izziv tudi za žirijo. Verjamem, da absolutno za vse udeležence in udeleženke. Kajti gradivo, ki smo ga prejeli, je bilo precej raznorodno, od tako zelo preprosto posnetih doma v dnevni sobi, živih izvedb na telefon, do popolnoma profesionalno sproduciranih pesmi, ki celo so kakšne že izšle kot uradni singli pri priznani domači glasbeni založbi. In primerjati tako raznorodno gradivo, ne da bi seveda doživeli glasbenika v živo, je bilo nekoliko bolj težavno in smo si morali sproti pri delu, pri žiriranju nekako zastavljati omejitve, malce improvizirati, ampak na koncu smo z rezultatom zelo zadovoljni. V ožjem izboru smo imeli seveda zmagovalko, smo imeli tudi posebno omembo, se pravi še eno zmagovalko, to smo imeli vsi v ožjem izboru. Smo imeli pa še na primer enega fanta, edinega med 17 prijavami. Predvsem smo se odločili za avtorske skladbe, ker se nam vsem to zdi dodana vrednost, še bolj kot pa, sama izvedba. Kot vselej, seveda, kvaliteta glasbe, besedila, izvedbe, kakor smo jo dobili zabeleženo, to je bilo res raznorodno. Pri čemer sem se sam lotil predvsem najprej poslušanja, ne da bi gledal videoposnetek ali kaj takega. Skratka, vsako skladbo sem si najprej zavrtel, ne da bi vedel, kdo jo izvaja, ali je avtorska ali ne in tako naprej. Ta prvi glasbeni vtis, prvi občutek je bil zame zelo pomemben. Šele pri drugem poslušanju sem pogledal sliko, odprl prijavo, videl, kdo to je in tako dalje. Na koncu je prevladalo res tisto neko avtentično avtorstvo mladih glasbenikov, slovenščina in prodorno sporočilo vsem generacijam. Ja, za zmagovalko smo se odločili za Eva Hočevar, ki je imela tudi meni osebno, tako je prišla v najbolj ožji izbor 2 pesmi, sta prišla obe, to moram povedati, in prva in 10. prijava, to se pravi Eva pa Mija. Tako da ja, in tudi naslov ta Spake me je pritegnil, tako da res iskrene čestitke, super komad. Eva Hočevar, dobrodošla. Iskrene čestitke, bravo. V imenu Pionirskega doma ti želimo uspešno glasbeno pot naprej in se veselimo tvojih norčavih besedil iz tako težke tematike, kot je trenutno družbeno stanje. In jaz bi tudi tebe danes, oziroma nocoj, prosila, da nam Spake zaigraš. Nasilje ni rešitev, je pa odgovor ljudje. Bojte se pasivnosti, za vaša življenja gre. In čeprav je moja bitka tiha, ne pomeni, da je ni. Ker slej kot prej pač maska pade in težko je biti koristen. Ja, in težko je biti pristen. Če se ljudstvu ne odpreš, umreš, ko da gledaš se prazne ljudi in trpiš, ko uveriš, da drugih poti ni. Vedno nerazumljena zdaj za refren, da pozabiš na gnusobo, se umakne svoj svet, če še tega te vzamejo, naj se pripravijo na pogreb. Ker luč v mojem srcu še gori, danes jutri spet umikam se, bežim.
luč lahko mi pogasijo, čustev prosim se znebijo, ker res je plamen previsok. Zajel bo mesto, se razširil na tvoj blok in ne moram te zapet, da boš dojel. Te z besedami nakazati, da boš razumel, res prepozno je za to. Se ob rojstvu tak rodil, se nisi sam, ti si sloj, velik stroj, ki ruši občutja, ruši obstoje. Žal ne dojameš, ti si naboj, ki me vsakodnevno prebadaš, razumi, razžagaš in hvala za noč, ko ponovno se plamen rodi. A spišem ob svoju, ti v temi sediš in takrat se zavem, da ljudje smo napake. Naravi se nikdar ne rodijo takšne spake. Ker luč v mojem srcu še gori, danes jutri spet umikam se bežim. Luč lahko mi pogasite, čustev prosim se znebite. Vi spake. Thank you. Ko mi čakam, Eva, da izkoristiš nagrado festivala in da se odpraviš v studio, tole še studijsko posnet in tam v zadnji za tabo sedi odličen raper Jojo, lahko bi ga danes nocoj malo zlobirali, da pride v studio in on še malo zarepa s tabo. Jaz ga vidim s tabo namreč, slišim. Lahko bi, ne, mislim. Ne. In nocoj te še čaka profesionalno fotografiranje, tako da dela ne bo zmanjkalo. Zdrži naprej tole težko glasbeno pot, časi so naklonjeni, optimizem ostaja. Tako da Eva, res hvala, ker si se prijavila, hvala ti za to čudovito delo in ko mi čakam, da ga slišimo na radiju, verjamemo vate. Okay. Še enkrat en aplavz za Evo. Torej, žirija se je odločila, to je en tak mogoče včasih celo zasilni izhod, ker ne vemo, kaj storiti, ampak tukaj smo zelo dobro vedeli, kaj storiti, da vendarle poleg zmagovalne pesmi, ki smo jo že razglasili, še izkoristimo možnost posebne omembe. In te je deležna Mija za skladbo Hi, Hey, Hello. Čestitke, Mija, prejmeš nagrado v vrednosti 150 €, upam, da ti bo prišlo prav pri nakupu, upam, da ne hlač. Na tem mestu v žirante prosim, da Evi in Miji postavite po eno vprašanje, oziroma zdaj Evo morda, ko smo jo že malo utrudili, malo pustimo pri miru, pa se malo Mije lotimo, ne? Tako da vsak eno vprašanje za Mijo. Najbolj, da te vprašam, a si vsaj približno mislila, da boš prišla v ožji krog, ko se sprijavlja na ta festival, ali pa sploh, da bi zmagala, recimo lahko. To je zapleteno vprašanje. Ja, ne vem, kaj bi na to odgovorila, ampak meni muzika predvsem predstavlja nekaj, kar pač želim, da se ljudi dotakne. In glede na to, da je prišla v ožji izbor, sem zelo ponosna, zelo vesela, zelo zahvaljena. In seveda, to je moj cilj. Ko sem orisoval delo žirije, sem poudaril, da sem prvič poslušal skladbe, ne da bi gledal vas, ko jo izvajate, in ne da bi bral prej prijave ali karkoli. In ko sem slišal tvojo skladbo, je bilo tisto, kaj pa je to? To je pa nekaj posebnega. Torej, v tej neki nepopolni izvedbi je, kot sem danes že večkrat omenil, tako res veselje do muzike. Ampak vprašam tebe, kaj je to? Kje se je rodila ta skladba? Kje si jo našla ali pa skladba našla tebe? Ja, ta moj otrok, ne, se je v bistvu vzbudil v meni pač kar iz, v bistvu, jaz drugače sem pianistka po fohu, če se lahko tako izrazim, no. Mi v bistvu, moja sestra ima ukulele, čisto tako, in smo bile v sobi, nek smo se pogovarjali, ona drugače špila vsak dan bolj zase. In potem sem jaz vzela to v roke in nekaj probala par akordov in potem sredi korone smo bili, torej lansko leto je ta komad nastal, neka nova sfera
občutkov in vsega, tako da seveda pa še zmeraj smo pa mladi in še zmeraj smo ljudje in krvavi pod kožo, tako da se je potem vsa ta čustva, ki so v bistvu bila zakopana nekje globoko v sebi, ki smo jih mogli v bistvu zatrti, so prišla ven in sem vesela, da se tudi vas dotakne. Mene pa zanima, glede na ta uspešen začetek, če je to začetek, če ni bil že prej, kaj sledi? Imaš kakšne cilje verjetno v tem glasbenem smislu? Ja, cilji, želje, ne, to so da podobna pojma, ne, ampak je pa med njima neka velika razlika in iz neke želje v bistvu po nekem ustvarjanju, po nekem v bistvu po nekem uspehu in to. V bistvu cilj v bistvu in vizija se mi zdi, da prideta sproti in važno je, da delaš, da napreduješ, da si ponosen na ta svoj napredek in seveda jaz si zase želim oziroma že malo se spogledujem s prihodnostjo v smislu, da bi pač seveda, če malo posanjam, ne, ali pa tudi, no, če povem svojo željo, da bi seveda enkrat seveda se še naprej tehnično izpopolnjevala, kar menim, da se tudi vsi ostali strinjate, in da bi ohranila to svojo neko ustvarjalnost, pristnost in da se pojavim čez nekaj časa na teh večjih odrih z neko celovitejšo zgodbo. Če smo vprašali Mijo, bomo vprašali tudi Evo, ne, dragi žirantje. Kdo bo začel? Moje vprašanje je, glede na to, da je avtorsko delo pa komad Spake, a imaš napisanih dosti tudi drugih komadov, koliko jih je, pa če se jih kaj da slišati mogoče? Ja, jaz ful rada pišem, ne, tako nasploh, pa sem izdala tudi knjigo, drugače v angleščini. In ja, v bistvu jaz najprej se lotim tako pisati komade, da imam besedila, imam polno beležko, pač besedil, ful besedil imam, in po nekatera pač dejansko uglasbim, ne, naredim nek aranžma, karkoli, nekatera pa pač so sam tam tako za mojo dušo, sam tle Spake, ne, sem bila ful tako navdušena, nahajpana nad njimi, so mi zdele res cool in sem bila tako, pač ni mi bilo dovolj, da so sam tle tam na listu, sem hotela, da sem pač nekaj mi je manjkalo in pa sem vzela kitaro in sem pač naredila to pač ven. In zdaj glede komadov, ne, pač jaz tudi pojem v bendu drugači in imamo kar precej komadov, sicer sama sem bolj tako nekako niham med rapom in med nekim pač ful žanrom me zanima, jaz bi pač ustvarjala v rock, v metal, pač karkoli in pač sama tako s kitaro, ne, pač če sem iskrena sposobna narediti nekaj tasga, zdaj, ko imam pa cel band, ne, pa itak pol delamo večje stvari, boljše stvari in ja, pač zdaj lahko slišite, pač nekaj komadov imamo že narejenih, tako da, ampak mislimo delati bolj na teh avtorskih še v prihodnosti, ja. Ime benda pa Vivid Mind. Ja, Eva, na moje vprašanje si pravzaprav že delno skoraj da odgovorila, no. Spake imajo kar precej dinamično, pestro strukturo, ne, in zdaj v nadaljevanju bodo dobile aranžma in studijski posnetek in tako naprej. Si predstavljaš to? Imaš kakšne smernice? Kako si predstavljaš končno skladbo, no? Pač jaz si tako ful želim, ne, da bi imel tak komad, tak beat, ne, ker pač sama ne znam tega narediti, ne, izproducirati, ampak da je imel tako kar močen beat od zadaj in mogoče okej, ta del, ker je na začetku bolj miren, bi bil tako akustično, sam pol, ker je pač nasilje, mislim, ker se tisti del loti drugi, pa bi tam bi tako pač eksperimentirala, bi naredila kaj bolj tako na hiter način, hiter tempo in tam bi si bolj dala duška, ampak tako začetek pa se mi zdi, da bi ostal približno tako akustičen, recimo. Meni ta pesem tudi takole na kantavtorski način zelo suvereno zveni in prepričljivo in bi mogoče tudi bila
za uživo, naprimer, tudi primerna za tako izvedbo. Ne? Ampak ta pesem me zanima, ta pesem, kako si izbrala med vsemi temi komadi, ne, ki jih imaš že narejene, ravno to, za to priložnost. Ne? Je bila težka odločitev ali si imela še kakšne druge opcije? Ja, ne, pač zdaj jaz sem bila ful skeptična glede tega komada, pač ali sploh, ker res imam dosti takih besedil, ker jih ne vem, pač, če so za v javnost, ok, to zveni malo čudno. Ne, ampak tako, ne, sem bila tako, ok, Spake, ne, že naslov se mi je zdaj tako mal, sem bila skeptična glede naslova, če začnem zbrati tak naslov, ampak ne vem, Spake so tudi pač se mi je zdelo fajn, da dam to zdaj ven v tem času, zaradi tega, ker tudi moje občutki, vse to je pač nastalo zdaj med karanteno in se mi je zdelo, da pač je primerno tem časom, v katerih zdaj živimo, ker pač niso lih neki ful svetleči in zato sem zbrala, no, ta komad predvsem. Sicer sem tudi razmišljala o nekaterih drugih, ki bi jih lahko, ampak sem si rekla pač zakaj ne, če bo všeč žirantom in bo, če ne, pač ne. In ker res, to je nek moj cilj, da pač delam glasbo in da ostanem pač zvesta sama sebi in da ne pač zapadam v neko preveč neko komercialo ali tako, to je nek moj cilj. Ja. Hello from the other side. I can get you off my mind. It's harder words to find. I was desperate just to see your face. This time was longer than the space. How pricey is to get a warm embrace. A fly can die before the sun sets down the hill one day. The option's not delay. A truth can make all ugly people sad and fake. That's why I wait for you. Hello, hello, 'cause I didn't know where many splendor things can go. What many splendor things can show. Stay the way you were before, even if there is no more. Our memories to store. 'Cause I really thought there is another day without pressing a replay. 'Cause lies are true, there is a roof of being smooth. A fly can die before the sun sets down the hill one day. The option's not delay. A truth can make all ugly people sad and fake. That's why I wait for you. A fly can die before the sun sets down the hill one day. The option's not